Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19, ki jo bomo danes konkretno posvetili epidemiološkim razmeram in cepljenju proti COVID-19. Z nami je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek, ki ga lepo pozdravljam. Prav tako pa lepo pozdravljam gospod tolmačko, gospod Nino Apolonijo, ki bo danes govorni jezik tolmačila v znakovnega. Kot je razvidno iz podatkov, ki bodo predstavljeni v prvi tabeli, se epidemiološke razmere zadnjih nekaj dni hitro poslabšujejo. Podatki kažejo, da so razmere najslabše v obalno-kraški, primorsko-notranjski in zasavski regiji, sicer pa je število aktivnih primerov v državi že preseglo 28.000. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 2634 PCR testov in pa 6930 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj skupaj potrjenih 1136 novih okužb, delež pozitivnih PCR testov pa je včeraj znašal 43,1%. Tudi v bolnišnicah so razmere daleč stran od takšnih, kot bi si jih želeli. Skupaj se danes v naših bolnišnicah zaradi COVID-19 zdravi 634 oseb, od tega kar 158 na oddelkih intenzivne terapije. To pomeni, da smo se žal že zelo približali številkam, ki za nas zdravstveni sistem več niso vzdržne. Če si pogledamo naslednjo tabelo, ki prikazuje zasedene postelje na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije in pa skupno število zasedenih postelj, ugotovimo, da so bile do 22. oktobra razmere na oddelkih intenzivne terapije relativno stabilne, v zadnjih 10 dneh pa so se močno poslabšale. Še 22.10., kar sicer ni razvidno v tabeli, je bilo zasedenih 120 intenzivnih postelj, kar je nekako tista številka, okrog katere se je vrtelo število zasedenih postelj prve 3 tedne v oktobru. Danes, kot že rečeno, pa imamo skupaj zasedenih 38 več intenzivnih postelj, skupaj torej 158. Na navadnih oddelkih je zasedenih 476 postelj, še včeraj je bilo na navadnih oddelkih zasedenih 461 postelj, na oddelkih intenzivne terapije pa je danes zasedenih kar 16 več postelj kot dan predtem, ko jih je bilo zasedenih 142. Razmere so in ostajajo resne, napovedi pa ostajajo črnoglede. Za danes popoldan je zato sklican sestanek članov vlade s svetovalno skupino ministra za zdravje, na katerem se bo vlada seznanila s trenutnimi razmerami in sprejela odločitve, kako postopati naprej. O vseh morebitnih odločitvah vas bomo obvestili takoj, ko bo to mogoče, vsekakor na prihodnjih novinarskih konferencah. Toliko za krajši uvod, nadaljujemo pa s podrobnejšim pregledom trenutne epidemiološke situacije v državi. Besedo zato predajam direktorju NIJZ, gospodu Kreku. Izvolite. Hvala lepa za besedo in za možnost, da lahko sporočim prebivalkam in prebivalcem Slovenije najnovejše stanje na področju epidemiologije COVID-a. A bi lahko dobil graf, ja. No. Najprej, tako kot vedno, bi opozoril na evropsko sliko. Evropska slika se zelo slabša v vzhodnem delu Evropske unije, kjer so države Romunija, Bolgarija in pa še više gor Estonija, Latvija, Litva, kjer imajo izredno hude razmere. Med te države žal sodimo tudi Hrvaška in Slovenija, tako da je situacija v vseh teh državah dokaj zapletena in razen Romunije, kjer se počasi niža število okuženih, so vse te države, ki sem jih naštel, v porastu. Naprej. Takole je v 42. tednu vse, kar vidite, bolj temno, to pomeni, da je število okuženih poraslo. Tako da Evropa gre očitno v nov val. Naprej. To se vidi tudi lepo iz tega grafa, kjer se število tako novo okuženih bo povečevalo po prognozi in tudi število oseb na 100.000 na 14 dni se bo povečalo. Naprej.
Tole je pa slika, ki se jo velja zapomniti in kaže pravzaprav zelo veliko držav, 23 držav članic Evropske unije ima dvig števila okuženih. Med njimi so tudi države, ki so bile še do nedavnega zelo zgledne, kot je Portugalska, kot je Danska, ki je porasla na 330, in Danci celo razmišljajo o ponovnih ukrepih. Čeprav, če se spomnite, so za veliko zabavo pred tedni odprli novo ero, novo obdobje. To samo dokazuje, kako je ta virus zelo zakompliciran in da še veliko ne vemo o njem. In če pogledate še potem na desno stran tega grafa, se pa seveda nahajajo države, ki imajo pa bistveno bolj nizko precepljenost, kakor države na levi strani. In je seveda tudi ta epidemični val v teh državah bistveno težji, kakor v teh državah, kjer je precepljenost zelo dobra. Med te države, ki imajo zdaj velike težave, sodimo žal tudi Slovenci. Naprej. Incidenca prirasta, to se pravi, koliko držav je imelo prirast v zadnjih dnevih, lahko povemo, da 22 evropskih držav in je ena ali več v 23 državah, kar pomeni, da v vseh teh državah, kjer je večji od ena, se seveda razvijajo epidemične razmere. Recimo Poljska ima 1,44, Madžarska, naša soseda, 1,39, torej Češka 1,47, lahko pričakujemo, da se bo še naprej večalo število okuženih v Evropski uniji. Naprej. Sosednje države imajo vse slabšo situacijo, kot so imele pred dnevi, razen Italije, ki se še kar dobro drži in ima tudi najnižji od vseh teh držav. Pričakujemo lahko, da bodo vse sosednje države, Avstrija, Madžarska in Hrvaška, še v trendu, da bo število okuženih še večje. Naprej. Število na novo okuženih v Sloveniji ima seveda tak rast, trend gre navzgor. Presenečajo nas velike številke, 3000 in več. Torej, tudi današnje številke v tem trenutku kažejo, da bomo zvečer soočeni z dokaj visoko številko. In žal je pač smo soočeni v tem trenutku z zelo težko situacijo epidemiološko, predvsem posamezne občine, kjer je praktično okuženih tam nekje vsak 30. prebivalec. Tako da je ukrepanje nujno potrebno tudi na lokalnem nivoju. Gremo naprej. Takole nam kaže strm porast števila okuženih na 100 000, 1,33 je in ta trend je seveda tudi zelo opazen in nam nakazuje še nekaj dnevno rast, ker se ne premika v smeri proti linearnemu poteku, še vedno smo v eksponentni fazi. Gremo naprej. No, delež okuženih po izvoru okužbe, torej, če govorimo samo o okuženih, ki smo jih anketirali, je največji delež se okužil po njihovem mnenju v družini, potem v delovnem mestu, v vzgoji in izobraževanju, v zasebnem druženju in potem navzdol. Gre za to, da je seveda ta virus izredno kužen in vkolikor en družinski član zboli in se potem ne izolira in se še vedno giblje med svojimi, bomo rekel, člani družine, bo prav gotovo bodo skoraj vsi zboleli, zato ker je pač kužnost zelo visoka. Zato imamo tudi toliko okuženih v družinah. Naprej. Tole je eksponentna rast okužb, ki jasno kaže, da gremo navzgor in da imamo podvojitveni čas tam nekje 11 dni. Kar pomeni, da bomo čez 11 dni imeli dvakrat več
okuženih, vkolikor se epidemija ne bo začela stabilizirati pa umirjati naprej. Med pozitivnimi temi, ki jih najdemo v toku dneva, se jih hospitalizira tam nekje 4,8, rečemo 5%, tako da je to kar zelo velika obremenitev bolnišnic ob tako velikem številu okuženih. Naprej. Tudi delež oseb med temi hospitaliziranimi, ki potem so premeščene v intenzivno terapijo, pa 27,5%, zato se nam tudi zelo hitro polnijo intenzivne postelje. Naprej. Zdaj še, če to sliko vsakič pokažem, in recimo 2 meseca nazaj smo imeli nad 65 let tam nekje 5% okuženih, zdaj pa seveda predstavljajo starostniki nad 65 let že 10%. To pa pomeni hkrati tudi večjo obremenitev hospitala in tudi intenzivnih postelj, ker ostareli grejo pogosteje v hospital, kakor mlajši ljudje naprej. No, tole je tudi porast obolevnosti v starejših starostnih skupinah. Opažamo, da nam zdaj pač te starostne skupine, če ravno imamo zelo visoko precepljenost, tam preko 70%, še vedno obolevajo in tukaj velja opozorilo, čuvajte svoje ostarele starše in dajte se pač primerno pripraviti na njihov obisk, kar pomeni 10 dni, če ste nekje v izolaciji, kakorkoli, potem ste recimo dobri za varen obisk. Sicer je pa treba seveda masko imeti in vse ostale preventivne ukrepe. Naprej. Tole je simulacija poteka epidemije, ni še čist taka, kot je, kot bo, ampak recimo prognoza je, da bomo rasli še tja do sredine novembra, potem pa se bo krivulja počasi obrnila navzdol. Seveda, če ne bo vmes spet kakšnega izbruha, ki nas bo ponovno še dvignil pa pomaknil iz januarja v naslednje mesece. Naprej. Skupnostni pristop razvijamo tudi v tem trenutku v Primorsko-notranjski regiji. Izvajamo nov pristop, s katerim skušamo motivirati župane in lokalno skupnost, da se aktivno udejstvuje pri obvladovanju okužbe, s tem, da imajo različne aktivnosti, da se aktivira vse vladne in nevladne organizacije v občini in na ta način z aktivacijo lokalnih resursov skušamo obvladovati posledice in težave, ki nam jih povzroča virus na lokalnem nivoju. Gre za pač koordiniran pristop različnih akterjev pod vodenjem župana in tu so tudi vključeni tako podjetja in šole in tako dalje, tako da se nekako občina kot celota odzove na ta, bom rekel, izreden dogodek, ki ga pač imajo nekatere občine v slovenskem prostoru, ki imajo okužbe zelo, zelo visoke. Naprej. No, število in trend umrlih. Za to mizo sem jaz že junija, julija, avgusta nenehamo opozarjal, da je nujno potrebno, da se čim bolj precepimo, da ne bomo imeli umrlih v jesenskem času. Žal jih imamo 334 in če prištejemo še včerajšnje in današnje, številka še večja. Zato ponovno velja apel, dajmo se cepiti, da bomo zmanjšali umrljivost. Res je, res popolnoma po nepotrebnem ljudje umirajo, kajti cepiva imamo popolnoma dovolj in lahko zaščitimo ljudi, da ne bi prišlo do hudih zapletov in do nepotrebnih smrti. Naprej. Takole približno zgleda število umrlih po starostnih skupinah. Vidite, da najbolj umirajo
Največje število umrlih imamo v starostni skupini 85 let in več, ampak umirajo tudi ljudje v 35 do 44 in tudi 25 do 34 let skupini. Sicer jih je malo, ampak tudi tam se zgodi občasno smrt. Zato je seveda ponoven poziv, cepite se, čim več se bomo cepili, manj bomo imeli takih neželenih dogodkov. Naprej. Nekaj časa smo bili kar pri presežnih smrtih pod povprečjem. Žal smo se v zadnjih mesecev, dveh zopet dvignili nad ta nivo, tako da je to opozorilo pravzaprav, da je nujno potrebno s cepljenjem zmanjšati to umrljivost, ker imamo že, kot veste, preko 5000 mrtvih zaradi epidemije in to je res velik davek tega naroda za to epidemično krizo, v kateri živimo. Naprej. Število umrlih se tudi razlikuje po regijah. Vidite, da najbolj obremenjena sta Zasavska, Savinjska in Obalno-kraška, najmanj pa Pomurska, Koroška in Goriška. Tako da je tudi po regijah razlika. Naprej. Sprejemi v bolnišnice se nam dokaj hitro večajo. Sicer smo to že pričakovali, ampak ta trend prvič je bolj strm in hkrati kar traja in se nekako ne ustavi naprej. Dnevni sprejemi v bolnišnice po projekciji Inštituta Jožefa Štefana, vidite, da gredo še gor, da nismo še končali tega trenda in da bomo lahko v naslednjih tednih še vedno povečali število ljudi, ki bodo hospitalizirani in posledično naprej, prosim, tudi glede na R lahko imeli zelo različno število hospitalizacij, v najslabšem primeru celo do 1200. Naprej. No, tole je pa slika intenzivne terapije in kot vidite se tam na gor nekje pri 250, to je bila maksimalna kapaciteta, nekako, ko bomo čisto vse rezerve porabili. Zato je v tem trenutku zelo pomembno, da sledimo intenzivnim terapijam. Žal jih imamo danes, kot ste videli, že 158 in seveda je treba pač vse ukrepe, če se le da, vklopiti v družbi, da ne pridemo do te ravne črte, ki je dejansko, pridemo v družbi do točke, ko zdravstvo ne zmore več, ko porabimo vse rezerve in ko preprosto ni več postelj. Naprej. Po literaturi so The New England Journal of Medicine je pač zelo jasna slika. Naredili so študijo cepljene skupine, necepljene skupine in v necepljene skupini so imeli 162 obolelih in 9 zelo hudo obolelih, v cepljeni skupini pa le 8 in enega hudo obolelega. Torej, benefit cepljenja več kot jasen iz te slike.